Dobro, lep pozdrav vsem. To je moj prvi obisk na Ministrstvu za obrambo. Prav tako sem obiskal tukaj častnike, vojake v prvi brigadi. Z njimi bom mimogrede preživel tudi en dan v bližnji prihodnosti, ko se bomo tako dogovorili, da bom lahko od jutra do večera, ko opravljajo svoje dolžnosti, v stiku, v pogovoru z njimi. Nekaj sporočil. Zlasti v tem času krize. Državne institucije nimajo velikega in visokega ugleda. Slovenska vojska ga ima. In ministru, načelniku, častnikom in vojakom sem priporočal, da ohranijo to profesionalnost, ki je glavni razlog za to, da slovenska vojska v očeh naših ljudi in mednarodne javnosti uživa tak ugled. Da ohranijo profesionalnost doma, tudi in takrat, ko pomagajo našim ljudem v nesrečah. Priporočal sem, da to počnejo pogosteje in hitreje, kot so morda doslej sprejemali odločitve za pomoč slovenske vojske v naravnih nesrečah in seveda v misijah na tujem. Tako kot predsednik parlamenta, zlasti pa kot predsednik vlade, sem v pogovorih z tujimi državniki, pa tudi z visokimi častniki, ki so poveljevali enotam, v katerih so bili tudi slovenski častniki in vojaki, so izražali vedno izredno visoko moralo slovenskih častnikov in vojakov, profesionalnost in njihove druge odlike, ki so jih zlasti tukaj na prostoru Zahodnega Balkana uvrščali med tiste, ki se tudi odlično razumejo z prebivalstvom, tako tistim, ki je na eni ali na drugi strani sprte strani. Drugič, ker se nahajamo v pogojih in okoliščinah finančne krize, seveda tudi za vojsko, tako kot za vse ostale deležnike državnega proračuna, denar problem. Jaz sem v pogovoru z ministrom, z načelnikom in častniki nekako definiral minimalni kriterij, ki mora biti zadoščen z proračunskimi sredstvi. In ta hip je. In to je, da lahko slovenska vojska zagotavlja varnost naše države in da so slovenski vojaki, ki opravljajo svoje dolžnosti tako doma kot v tujini, torej primerno opremljeni za to, da te dolžnosti tudi izvajajo. Slovenski del proračuna, torej vojaški del proračuna je v letih od 2008 do 2013 padal in ne izgleda, da bi v naslednjih letih lahko vojska računala na kakšne bistvene izboljšave. Potrebno bo pogledati na rezerve, ki so znotraj tega, in v tem smislu bi rad pohvalil Ministrstvo za obrambo, da je znižalo proračunske potrebe uprave, recimo temu Slovenske vojske, torej za približno četrtino in tako glede števila zaposlenih, kot seveda števila mase plač in vsega, kar je k temu pripomoglo. Prav tako mi načelnik in častniki ter vojaki zagotavljajo, da ob sedanjih pogojih lahko z opremo, ki jo imajo, varujejo našo domovino in zagotavljajo varno delo, ko so na delu v misijah. V tem smislu bi rad izrekel zadovoljstvo nad moralo, nad pripravljenostjo slovenske vojske, njenih pripadnikov, za to, da služijo domovini, in kot predsednik si bom v svojem mandatu prizadeval za to, da bo to sodelovanje tvorno, da bo zelo iskreno, odprto, tako kot so bili naši pogovori. Predvsem smo ponosni in zadovoljni v obisku vrhovnega poveljnika v Slovenski vojski, predvsem pa v besedah, ki nam jih izrekel, in vse podpore, ki nam je dal. Verjamem, da to samo še dobra popotnica za naprej, da nadaljujemo pošteno, dobro, etično, moralno delo, katerega opravljajo vsi pripadniki Slovenske vojske in za katere smo jim hvaležni. Imate glede tega kakšno vprašanje? Moji sodelavci so mi rekli, da imate iz vseh uredništev veliko vprašanj v zvezi z
en od zadev, ki se danes dogaja na vladi in v parlamentu, se bom tega dotaknil. V nadaljevanju imate glede mojega obiska danes zame ali za načelnika ali za državnega sekretarja kakšno vprašanje? Za vas, gospod predsednik, kako ste zadovoljni s stanjem, v katerem ste našli slovenske vojake, pa po predstavljenem to, kar ste danes videli? Jaz sem se z njimi srečeval v zadnjih letih zlasti kot predsednik vlade. In takrat in danes sem naletel na profesionalno vojsko. Naletel sem na vojake, ki z visoko moralo in pripadnostjo služijo naši domovini. Naletel sem na eno vzdušje, ki daje vedeti, da vojska, za razliko recimo od, to jaz lahko rečem, ker sem bil od začetka zraven pri parlamentarnem delu glede tega vprašanja, ni več kakšno turišče političnih prerekanj, ampak je postala profesionalna vojska z profesionalnim vodenjem, ki je ubežalo kakšnim skušnjavam te vrste in je danes institucija, ki ima, kot rečeno, visok ugled v javnosti in moje priporočilo je bilo, da storijo vse v enaki meri tudi v nadalje, da ta visok ugled tudi ohranijo. Zdi se mi zelo pomembno, to sem povedal načelniku, ministru, da pride do te odločitve, da se v primeru naravnih nesreč in drugih katastrof vojska še veliko prej vključi, kot se je morda vključevala doslej. Moje stališče je, da to ni nič narobe, če pogledate primerjalno prakso drugih zahodnih razvitih demokracij, v katerih je nad vojsko močan civilni nadzor, boste prav tako lahko ugotovili, da vojska zelo hitro in intenzivno posreduje v takih nesrečah in tudi v Sloveniji ne smemo imeti pri posredovanju, ko gre za pomoč našim ljudem, ki so v stiski v času naravnih ali drugih nesreč, nobenih pomislekov in predsodkov. To je, se mi zdi, sestavni del ene vojaške dolžnosti, da pomagajo pravočasno, hitro in tisto, kar je njihova odlika, da pomagajo zelo organizirano in za sredstvi, ki jih morda drugi nimajo. Prosim. Vemo, da je vojska v fazi transformacije, ki je pač potrebna tudi zaradi, kot ste rekli, kriznih razmer. Kako vi ocenjujete to transformacijo in pa mogoče ta srednjeročni obrambni program, ki ga prejšnji teden obravnavala vlada, na katerega ste menda v uradu imeli tudi nekatere pripombe? Te pripombe bodo v Ministrstvu za obrambo proučili. Danes smo naredili glede tega še korak naprej. Na moje vprašanje, ali je sedanji zakon o obrambi ovira za nadaljno transformacijo in razvoj Slovenske vojske v skladu z potrebami in pričakovanji tako Slovenske vojske kot zavezništva, je bilo rečeno, da se to proučuje. Ukolikor bi naleteli na potrebno soglasje v slovenski politiki, tukaj mislim na odbor za obrambo, vlado in na koncu na državni zbor, kot veste, je za spremembo zakona potrebna dvotretjinska večina, bi bilo v nadaljevanju, in to sem priporočil ministru, potrebno zelo temeljito pripraviti argumente za vse spremembe in v enem takem zelo mirnem ozračju v okviru odbora za obrambo in potem v okviru državnega zbora poskušati oblikovati konsenz za tiste novele zakona, ki bi omogočale nadaljno profesionalno organizacijo in oboroževanje Slovenske vojske. Lahko sem mogoče malo bolj konkretni, kakšne so bile pripombe vašega urada? Pripombe bodo proučili in se bodo na nje tudi odzvali. Ampak kakšne so bile vaše pripombe v uradu? Kaj ste ugotovili, s čim se morda ne strinjate? O tem sem mimogrede malo prej že dejal. Rekel sem, da v tem času krize ni mogoče pričakovati od slovenske javnosti in mislim, da tudi ne bi bilo prav, da bi sedaj slovenska država zaradi potreb zavezništva NATO, ki jih evocira vsako leto, dvignili proračunski izdatek za vojsko. Če in kolikor bi bili to dolžni storiti, ne bom zelo jasen, potem bomo to storili zaradi potrebne opremljenosti slovenskih vojakinj in vojakov, slovenskih častnic in častnikov, da bodo lahko opravljali svoje naloge varno. Kolikor bo to potrebno storiti zaradi njihove varnosti, ker so oni pogoj za varnost naše domovine, potem bomo to toliko tudi storili. Da pa bi zdaj argumentirali povečanje vojaških izdatkov samo zaradi seveda večnih zahtev
zavezništva, ki mu pripadamo in smo dolžni seveda nekatere stvari tudi delati, pa se mi zdi v teh časih, to je moja glavna pripomba, se mi ne zdi najbolj smotrna argumentacija. Morda še samo, kar se tiče napotitve slovenskih vojakov v Mali, kakšno je vaše mnenje? To je odločitev Evropske unije, gre za odločitev, ki je bila konsenzualna in se mi zdi prav, da slovenska država po svojih zmožnostih sodeluje v okviru 27-terice v tej operaciji, potem ko je Evropska unija odločila, da je to njena skupna operacija. A lahko še eno vprašanje zunaj tega, kako napredujejo ti pogovori predsednikov strank? Ne, danes ne. Ne bi rad samo rekel še glede tega vprašanja, ki je aktualno danes in se zaradi tega dogajanja oglašam kot predsednik države, ne kot nekdo, ki je imel seveda in ima do sklenitve arbitražnega sporazuma, ratifikacije tega sporazuma in legitimacija na referendumu še nek prav posebej oseben odnos. Gre za to, da se danes oglašam kot predsednik države. Vedno je bilo, je in bo v slovenski zunanji politiki zelo pomembno, da govori z enim glasom. In kolikor danes lahko govorim z vsemi deležniki političnih razprav, ki naj bi konec dneva pripeljale do ustreznih odločitev v zvezi z dokumentacijo, ki jo bo slovenska vlada poslala v naslednjih dneh v Haag v skladu z arbitražnim sporazumom, se sedaj stvari tudi odvijajo v tej smeri in bo Slovenija izpolnila in pravico in dolžnost, da bo v realnem času to dokumentacijo poslala in to upoštevajoč mnenje mednarodnih pravnikov, okrepljeno z dikcijo, za katero so se soglasno dogovorili na odboru za zunanjo politiko in pričakujem podobno odločitev tudi v državnem zboru. Zdi se mi, da to potem razbremenjuje Slovenijo ene diskusije, ki je bila zelo aktualna v zadnjih dneh, to je torej dokumenta, memoranduma, ki ga bomo torej preko vlade poslali v Haag in s tem omogočili tribunalu začetek dela. Potem pričakujem, da bo v kratkem na primeren način implementirana tudi Dunajska pogodba o sukcesiji, s tem, ko bo na nek primeren način umeščen tudi dogovor obeh ekspertov na vladni strani med obema premijema, mislim, da ne bo med poslankami in poslanci nobenih zadržkov tudi potem za ratifikacijo pristopne pogodbe Republike Hrvaške z Evropsko unijo in zdi se mi, da če in kolikor bomo ostali osredotočeni na to, da torej enotno oblikujemo stališča in jih tudi uveljavimo glede teh vprašanj, potem lahko znova računamo, da se bo slovenska politika v celoti osredotočila na tista vprašanja, ki so neposredno povezana danes z stiskami ljudi in to so gospodarske in socialne teme. Hvala lepa. Srečno. Bomo imeli še tiskovne konference. Jutri je diplomatski sprejem in sem na voljo. Samo gre za mogoče